Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokrat oddajo snemamo v Sevnici. Govorili bomo o skupini Makadam, seveda bomo pa govorili tudi o kakšni drugi skupini. V prvem delu pogovora je z nami Marjeta Pušnik. Marjeta, živjo. Zdravo. Z nami je pa tudi gostitelj, tokratne oddaje, Miran Štojs. Ja. Živjo. Živ. Zdaj, mi dva sva se tako nadaleč spoznala na enem dobrodelnem koncertu, mislim, da je bilo to oktobra lani, v Hrastniški športni dvorani, ko je Slobodan Filipovič zbiral donacije za izgradnjo novega doma upokojencev. Nekako rečem, se približujemo taki ustanovi. No, kako to, da ste vi, seveda niste prišli takrat s skupino Makadam, ampak skupino Modre zveze. Ja. Je situacija pač taka, da mi že obstojamo mnogo let, tam od 1968 in v tistem obdobju je tudi Slobodan Filipovič bil naš klaviaturist in naš sodelavec, bi človek rekel. No, nekje smo držali neke vezi, potem on je šel v svojo pot, mi smo šli svojo pot. In nekje zdaj smo se pa spet najdli v tem koncertu. Mi radi nastopamo, radi gremo pokazati tisto glasbo, oziroma tisto glasbo tistega časa, pa na ta način, ki smo ga mi igrali. Ni to tako, kot so igrali original, ampak tako smo mi igrali takrat. In to je zanimivo. Ja, publika je bila zelo navdušena. Ja, pa je, da je bila, ja. Ja, res je bilo lepo. No, kakšne pa so vaše glasbene korenine? V kakšni družini ste vi odraščali, da ste nekako postali glasbenik? Ja, to je v bistvu v nobeni takšni družini, da bi bil kjer glasbenik, ni bilo. Je pa res, da oče rad prepeval, pa tako, ko smo kaj delali, rad prepeval, pa smo ima pa malo zdravili. Ampak, ne vem, meni je bila glasba vedno nekaj. Jaz sem drugače športnik in tudi po poklicu športnik. Kakšen športnik? Učil sem športno vzgojo, to, kar sem učil. In glasba je bila vedno zraven. Vedno zraven, razen 10 let vmes je pa res zmanjkalo, ker je pa šport prišel na tak nivo, da ni bilo časa, enostavno ni bilo časa in smo se takrat pa čist športu posvetili. Ste tudi sami kaj trenirali? Jaz sem treniral, jaz sem igral rokomet, ja, na levem krilu in tako naprej. To je pač generacija sevniška, neka zlata generacija, pač tako pravijo. Ampak nekje do 82 leta, potem se je pa spet glasba začela. Vmes sem pa še treniral mlade. To spada k poklicu. Bova se še vidva sprehodila potem tudi po drugih glasbenih skupinah. Morava dati tudi lepšemu spolu besedo. Znani je tudi Marjeta Pušnik. Ti nisi dolgo pri tej skupini, pa vendarle, kakšna je pa tvoja glasbena pot, pa družina je glasbena? Ja, na nek način smo kar podobna z kolegom. Šolani glih nismo bili neki ful.
Ampak smo pa si radi peli. Ali so bile to kakšne veselice, koline doma, kakšni prazniki. Največ smo začeli peti, recimo, vsaj me s sestrami, ker še imam 2 sestri, v osnovni šoli, potem pa prvi cerkveni zbor, potem en odličen mešani pevski zbor Zarja, še iz Šentvida pri Planini. Potem Pa sem verjetno na rojstnodnevnih zabavah pa godovih, ne? Ja, pa bolj rojstnodnevnih zabavah. Bolj rojstnodnevnih, ja, ne? Aha. Ja, nekako tako. Naša Pol- generacija je še godove bolj, ne, praznovala. Ja, pa vem, tudi, ampak so bili tisti časi komunizma, ko godov ni bilo. Ampak doma smo. Je bilo pa več rojstnih dnevov. Ja, no. No, tudi. Ne, se nič takega. Potem pa sam v srednji šoli sem pa šla malo bolj glasbeno pot napram mojih sester. Pa sem si poiskala prek enega oglasa prvi band in pol je šlo to kar naprej in naprej, tako da. In prvega ne pozabiš nikoli, ne? To je bilo. Iz Celja, Maryland, ena Aha. odlična skupina, potem pa sem nadaljevala pot v skupini Vojaž, tudi odlična skupina. Zdaj pa sem pri Makadamu ter še pri eni drugi zasedbi Ars Groova, kjer je pa malce drug tip glasbeno, v primerjavi z Makadamom. Si se pa že preizkusila tudi na tekmovanju, ne? Prej si mi omenila X Factor. Zdaj Ja. tega tekmovanja ni več, ne? So bolj kot ne Tako. samo talenti, ne? Tako. Je pa to bila zanimiva preizkušnja, ne? Ker Ja, tam ste bili pa zelo- sami glasbeniki, ne? Pri talentih je Ja, bolj mešano. Ja, pa bila je zelo odlična izkušnja, tudi strani družine, ker se mi zdi, so prvič videli, da me zanima res glasba, mogoče na drugem nivoju. Spomnim se pač očeta, da je bil kar presenečen, v kakšne čevlje sem stopila. Tako, to mi je recimo ostalo še skoraj najbolj v spominu. Si sama takrat izbrala pesem, ali to drugi izberejo? Kako je to? Tam sem si izbrala 3 pesmi. In potem je bilo na strani režije oziroma tam komisije, katerega mi bojo dali. A res, da? In potem je Jadranka Juras rekla eno od Alanis Morissette. Aha. Pa sem jo odpela. Bi še zdaj znala, ne? Ja. To je to, ne? To je to res najboljša notko. Kako pa je prišlo do sodelovanja s skupino Makadam? Ja, nekako sem si našla dečka od tukaj. Njegov brat je pa tudi glasbeno se zelo udejstvuje po celi Sevnici ter tudi drugod. Pa, ko je ta korona prišla, se je vse malo ugasnilo. Nas je še pa kar tlela želja, da se glasba ne bi končala. Potem se pa hvala Bogu malo odprlo glede korone in vsega tega, umirile so se zadeve. No, potem pa so začeli z vajami, pa so me pač vprašali, če bi želela malo priti na kakšne vaje in tako se je zadeva začela. Pri nas se ni nič ugasnilo. Se ni? Mi smo po malem skozi delovali, res da ne toliko, ne. Manj, ampak smo, ne. Nismo, ne vem, nekako nismo imeli, nikamor nisi smel. Edin, kar si smel, si lahko prišel tule v klet, pa s prijateljem pijo ali pa 2, pa nekaj odšpelo, pa nekaj smo se naučili, pa mislim, manj smo držali vse skupaj, Pa ne. mimo grede, nekaj časa uradno še tone, ne? Ja. Samo ožja družina, ne? Še celo prijatelji med sabo, Pa niste prostoru, še ne? celo smo kršili zakon določen čas, ne, ko Ja. se ne bi smeli, Ampak, ne? nas ne ustavi nič. Ja. No, deva še midva malce nadaljevati to zgodbo z Modrimi zvezdami. Verjetno, glede na to, da je to od 68. leta, je bil tudi kakšen projekt skupen posnet, kakšen album? Ne, nažalost ni bilo tiste čase, v bistvu smo samo igrali. Vadili, igrali. Kje pa igrali? Igrali smo nekje, koncertih? ne. Mi smo bili dejansko od tistih bendov, tisti čas, še najbolj, ko bi rekel, grobi, rockerski, ne. Drugi so vedno neki še vmes, pa neki malo italijanske, pa malo ne vem, vse sorte. Mi smo se držali kar dost strogo svojega in smo igrali po celem Posavju, Zasavju, Novo mesto. In katera rokovska zvrsta? Ne vem, zdaj včasih so rekli, so to vprašali, a si Beatles, ne, ali si Stones? Ne, nismo bili nič od tega. Nič. Mi smo dejansko igrali vse. Igrali smo Beatles, igrali smo Stones, igrali smo Bee Gees, anyways, mislim, vse, kar je takrat bilo. Deep Purple, Ne, to pa ne, Deep Purple pa ne.
niso, mislim, da tisti čas še niso, pa tudi nismo imeli možnosti, ne. Bi mogli imeti ne vem kakšnega klaviaturista, pa ne vem, ni šlo, ne, tudi pevca. Mi smo lahko igrali ene take zadevšne, ki niso pretežke, ne. Ker mi smo bili sami amaterji, ne, mi nismo mogli, ne, neke finese zgajne. Pa se je dalo takrat, dobro, vi ste imeli tudi svoj poklic, pa bi se dalo takrat živeti od glasbe, ne? Takrat? Za vašo skupino? Za našo ne, mi smo bili malo prekratki, kar se znanja tiče, ne. Vse smo igrali, vse smo bili, in program smo imeli lušni, vse, samo kvaliteta ni bila na tistem nivoju, ne. Ampak takrat, recimo, mladina ni zahtevala tako kvaliteto, zahtevala je žurko, ne. Pa takrat je bilo vse živo, ne? Seveda. Če bi zdaj vse živo zaigrali tisti, ne, ker poslušamo po radijskih postajah, pa zmontirano na kakih videoposnetkih, si potem kar malce razočaran včasih, ne? Ne vem, mislim, škoda je, ker se to dogaja, ker gre kvaliteta dol, ne. Kvaliteta se niža, ne, to je dejstvo. Ampak po drugi strani pa razumem, da so pa veliki problemi po studijih, pa po televizijah uživo postaviti, ne, ker imaš pa celo ozvočenje, recimo moraš vse postaviti, vse mora zveneti v nulo. Potem je pa spet tako, koliko je ansamblo takih, ki lahko to odigra, da se lahko predvaja mednarod, ne. To ni tako enostavno, ne. Je pa res, da tisto, ko bi prišel na televizijo, bi se tudi verjetno potrudil in bi s tem tudi majčkeno se dvignil v kvaliteti, ne. Kaj pa je bilo potem po Modrih zvezdah, čeprav Modre zvezde niste nikoli ugasnili, ampak so bile še druge skupine? V bistvu smo ugasnili pravzaprav, kar za nekaj časa, no, do leta 2007. Vmes smo imeli druge bende, no, jaz osebno smo vmes rokomet igral, do 82. nič, potem pa so prihajali ansambli, ne. Ne vem, Seplan, pa smo imeli Magic, pa smo imeli, pa že malo Makadam prišel, tako da skozi je bilo nekaj, ne, ampak vedno je nekje bilo na mojo pobudo, vedno se je tukaj dogajalo, ne. Vi imate v svoji hiši, ne, v spodnjih prostorih studio, ne? Ja, imam tole, ja, v bistvu ni kot studio, ampak prostor za vaje. Za vajo, ne. Ja. V glavnem, jaz sem imel vedno voljo, pa vedno sem imel vesele delati z mladimi, z novimi, ko niso bili niti, ne vem, kako kvalitetni, ne, pa so počasi potem prihajali gor. Ja, se rasli gor, ja. To je nekako bile skupaj z mojo stroko, ne. Pač kot učitelj šola, ja, sem tudi tako deloval, ne, skozi. Fantje in dekleta napredujejo, ne, če vadijo. Ja, seveda, vaje je največ, ne. Tako v športu kot v kulturi, ne. Tako, vaje je največ, ne. Nisva pa še nič spregovorila o tem, koliko inštrumentov vi obvladate? Vseh 5 bobnov. Pa zakaj bobni? Zakaj bobni? Zato jaz sem imel voljo v osnovni šoli iti v glasbeno šolo, ampak je bilo prepozno. V 8. razredu sem šel potem na harmoniko, in potem sem šel v srednjo šolo v Mariboru in je bilo konec vsega, ne. Tako da od tega nisem imel pol nič, ne. In sem pa že nekje v šoli, v srednji šoli, ko sem dobil plošče Beatlesov pa teh ansamblov, vedno znam malo tapko. In pa smo pa nekako 67. se dobili skup, ne, ampak to še ni bilo prava zadeva. Pa smo malo na škatle, polno tretje. No, polk je pa šlo zares, smo pa bobne nabavili. Klasične bobne ali te elektronske? Klasične. Kot je bilo elektronske. Jožeta Vukiča verjetno poznate, skupine Zasavci, ne? On je pa vmes presedlal na elektronske, ne? Tudi jaz sem presedlal. In je razlika? Velika. Velika, ne? Je tako, ne, ko ti igraš po hotelih, pa se pa kaj ne moreš na klasiko težko, ne, pa moraš potihem igrati, ne moreš potihem, mislim, lahko do neke mere, ne, one pa lahko ugasneš, ne, še dojt kako radio. Pa Joži mi še nekaj povedal, ne, bobnari imajo največ dela, ne, da se pripravijo, ne, na teh koncertih, ne. Ne bom govoril o tem. Pa je nekaj na tem. Je nekaj na tem. Kako si pa ti kaj z glasbenimi inštrumenti ali uporabljaš samo glas? Ne, dejansko sem končala nizjo glasbeno šolo v Šentjurju iz kitare,
Ampak sem nekako presedlala na glas. Na glas. Ja, zdaj v času korone sem spet malo poskusila, pa bomo videli, kako bo naprej šlo. Ja. Jaz, ne, kot vidiš, ne, imam ponovadi vedno list, da pogledam, kako je komu ime, pa to, ne. In tudi sam pišem, tudi kakšno pesem napišem, ampak ne znam nič, ne, moram se prebrati, ne. In vedno občudujem glasbenike, dobro, se imajo kakšne plonk cegelce, ne, ampak. Imamo. Ne, se kdaj, to veliko sem spraševal, ne, če tega ni. Improvizacija. Improvizacija potem. Trenutek navdiha. Sam dejansko to, meni se že to pač ogromno krat naredil, ampak ne vem, kako sem to rešila. Ponovadi je bila samo improvizacija, niti se ne spomnim, s čim sem nadomestila, šlo je čez, rimali se je, gre. Je kakšna glasbenica, ki je nekako pisana na tvojo kožo, ki Ne vem, če jo rada prepevaš, ne? Njene skladbe. Več. Več? Ja. To so? Več, Celine Dion, Aha. malo drugače, ne, potem Anouk, ena nizozemska pevka, na katero sem šla tudi v Amsterdam na koncert. Beyoncé, recimo še v zasedbi Destiny's Child, recimo, bolj tako. Alanis Morissette, recimo, tako, Kelly Clarkson. Kaj pa slovenska? Slovenska je Nuša Derenda, Nina Pušlar. Kar zahtevna, ne? Male bombice, Glasovno še posebej gre. Nuša Derenda, recimo, ne je bila svetovna. Že ko sem bila jaz v osnovni šoli, so bili ti Korajževelja, pa Zvezdni trenutki. In pa sem imela tam, vem, da sem htela, mislim, da sem pela od Nuše Derenda. Sem pela, ja. Ona je bila res taka mala bombica, polna energije. Še zmeraj. To, še zmeraj je, zmeraj, ne. kot da se ne stara. Pa tudi zelo blizu je, ne? Doma. Ja, ni daleč, ne. Ni Ja, daleč, tako. ne? Kako pa, ko si prišla v skupino, ne? Ja. Skupina ima svoj repertoar, pesmi, ki jih izvajajo na določenih špilih. Ja. Se je težko to nekako Ne. naučiti, ali si večinoma že kar znala vse? Pa tudi glasovno se je treba ujeti, ne? Ker s pevcem tudi, ne, sodelujeta. Ja, sicer z Damirom je res odlično sodelovati, se mi zdi, tudi glasovno se dosti ujameva. Bomo potem še njega vprašali. Tako. Ne? Ja. Kar dajte. Ne, meni osebno se mi ni težko prilagajati, po moje že pač dosti meni v pomoč to, da sem dal v pevskih zborih, kjer se priučiš, naučiš več glasja, če ne druga saj slišiš, lahko se prilagodiš. Po drugi strani je meni to tudi mal izziv, recimo včasih, kakšne mal druge harmonije delati, recimo. Ne vem, potem pa ponavadi tudi dajo kakšno izbiro meni za dušo, se morajo pa vsi drugi prilagoditi, tako da smo tam, no. Kdo pa se bolj prilagaja? Ansambel, pevcev, pevki ali obratno? Bi rekla, čisto odvisno, v kakšno zasedbo prideš, po moje. Najboljše je, če je sovpada oboje, ne? Tudi vokalist ima svoje sposobnosti, svoje znanja, svojo barvo in ton glasu. Pa od dneva do dneva je tudi kaj? Tudi to, od zdravja. Polna luna? Ne. Cvetni prah zdajle. Aha, ja. Recimo, kakšni prehladi, ne. Ja. Najhujše, enkrat se mi je samo naredilo, da smo koncert odpovedali, ker pač Ni šlo, ne? Ne, glas mi je šel, zginil. Tako zna biti kar hudo, ne? Ja, Po drugi strani ga je pa treba tudi šparati, ne? ja, se trudimo, no. Zdaj recimo meni osebno, mogoče bojo pač tisti, ki kadijo, malce jezni, ampak recimo meni cigaretni dim kar dosti vpliva na glas. Tako da mi zdaj trenutno kar odgovarja, no, da se ne kadi v zaprtih prostorih. Drugače pa zdravje treba čuvati. Torej To je to. sama ne kadiš, ne? Ne, Surove jajčke? ne, tako hudo pa ni. Tako hudo pa ni, ne? Tako hudo pa ni, ne. In kako se počutiš v tej skupini? Super. Super. Ja. Šimfala se. Ja, to pa pazim. Ja, še v petek smo imeli celo 2 koncerta. No, kje sploh nastopate, no, v skupino? Zdajle največ tule v okolici. Sevnici, glih v petek smo imeli celo 2 nastopa. Potem, kaj je že, Gabrielah. Ja. Tako res odlično. Nazaj, ja. Ja.
To se je odprlo, ne? Se je odprlo in se še. Ljudje so, se mi zdi, komaj čakali, ne? Se mi zdi, da kamorkoli pogledajo, se skozi so ene veselice. Zdaj se bo že spet pokrival, ne? Ko ne boš vedel, kam bi šel. Kam oditi, ne? Preveč vsega na kup. Ja. Vsega na kup. Ja. Kakšnih priložnosti pa skupina, recimo, so odzove vabilo? Zdaj ne vem, na tako samostojne koncerte, je bolj tako ohceti, veselice? V bistvu je tako, da na vse skupaj lahko, ne. Mi sicer imamo program narejen, pop-rock program, ne. Mimogrede, kaj pa narodna zabavna? Ja, imamo prijatelja, ko sodelujemo in on pol pokrije, pa s to dami recimo, pa tudi Marjeta zdaj že malo sodelujejo kot duet, včasih so kot trio, pa že tam večkrat pokrivajo tudi narodne, tako da, če je treba, mislim, da ne bi bil problem, ne. Drugače pa koncert pa zberemo, pač recimo, kaj bi padalo na tisti koncert, koliko časa pač se igra, tiste komade, ki nam najbolj grejo, ne, in pač tako to igramo, ne, se veš kaj. Mogoče se mi je šlo, no, ampak vseeno, koliko časa deluje skupina Makadam? Od 2-4. Od 2-4? 2-4, ja. Vi ste bili ustanovitelj. Se je zasedba zelo spreminjala od takrat? V bistvu niti ne. Mi smo imeli, pravzaprav tako, mi smo igrali od 2-4 do 2-10 nekje. V eno zasedbi zamenjal se je samo harmonikar dejansko. Potem smo pa, ne vem, nekako je prišlo do neke krize, smo se pa 2010 povezali s Prekmursko dejansko, s Pihavci pa Trobilci, pa s enim dirigentom, ki zdaj to z nami špila, Martin Marko. In smo ustanovili en tak big band, nas je bilo 14, mislim, da instrumentalistov, pa 3 pevci, ne, ali pa 13, tu nekje, ne. In smo delovali nekje do 2014, ne. 2014 je bil pa problem to, muzika je bila ta prava, je bila tudi taka 60, 70 leta, disko, v glavnem super stvar. Sam problem je, ker nas je bilo preveč. In kamorkoli smo se kaj, ja, fajn pridete, koliko vas pa je? Ja, 16, 15, ja, vas bomo podali. In veliko stvari je odpadlo, ne. In dejansko smo dobro igrali, ampak ni bilo nekako ta pravega efekta in smo počasi ponehali, ne. Pa smo nekaj časa pa tako životali. Evo, zdaj recimo, vse smo že 2-3 leta nazaj smo začeli spet z Makadamom. Seveda pa Marjeta ni bilo Gorana, ne. Vmes prišla korona, ne. Ja, sami smo še zmerili, nekaj smo probali igrati. Ja. No, lani se je pa zgodil, pač ta maja smo mi snemali za prvi video. To je bil? Vagabondova pesem, ne. To smo potem nadaljevanje slišali, ne? To je potem, ja, v glavnem, in že takrat je bila Marjeta zraven, ampak na video ni, ne, ker dejansko ni tam ne sodelovala, smo se pa že tisti dan slikali. Ja. In takrat naprej je ona zraven, ne. Njenega glasu tam še ni, ne. Njenega ni. Tvoj glas pa je Ljubim oblake, ne? To je pa njen glas. Nekaj lahko v tej pesmi poveš? Ja, dejansko. Si sama napisala? Ne vem, če imam ta talent, no, iskreno, vsaka čast tistim, ko ima. Za besedilo je poskrbel Robert Titan Felix, en odličen slovenski pisatelj, pesnik in se mi zdi, da je tako res zajel celotno bistvo življenja, no, od vzponov, padcev, razočaranj, sreče, življenja, no, splošno življenja. Rabiš, da se naučiš besedilo? Mnogo branj? Odvisno od besedila, odvisno od dneva, od lune, kot ste prej rekli. Večini primerov, no, ponavadi kar gre. Mogoče na prvo žogo res bi se mogle, ne vem, res rimati stvari. Takrat seveda je lažje, ne. Drugače pa ni problema, vse gre. In sodelovala si tudi potem pri snemanju spota? Tako.
Je bilo naporno? Ne, super je bilo. Vreme je zdržalo, vse je bilo odlično. Vse je bilo super. Ekipa res ful dobra. In kje se je snimalo? Dokaj blizu Šmarčni, malce Ja, naprej, Šmarčni, proti Radečam. En odličen tako Ambient? zunanji, nekak muzej. Lušla vas. Tako, vasica z zunanjim muzejem, oziroma tako kozolc pokrit, ampak notri pa izjemno ohranjene starinske stvari, ki nakazujejo, kako so nekoč živeli. In dobro, po tej oddaji, potem ko se bomo tebe poslovili, bomo tudi ta spot zavrteli. Pa vseeno, kje se še vidi zdaj na teh YouTube kanalih, ga tudi te. Zdaj včasih se mi zdi, je bilo kar precej teh lokalnih televizij, manjših televizij, ki so predvajale skladbo lokalnih izvajalcev. Tudi veliko več se mi zdi, da je bilo radijskih postaj prav čisto lokalnih. Zdaj se mi zdi, kakšen radio bolj dalmatinsko vrti, kakšen radio malo bolj tematsko, tako da se mi zdi, da je tudi nacionalna televizija kar težko prodreti, Dobro, zdaj v petek zvečer je bilo, da so tudi kakšne skupine prišle, ki jih že dolgo nismo videli, Kje je možnost potem te spote, recimo ne zelo veljavnih skupin videti, Iskreno ne vem več, ker se je zdaj ta trend tukaj že spremenil. Se mi zdi, da če želiš nekako prodreti nekam ali pa kamorkoli, že skoraj rabiš nek push od odzadje ali pa neke da veze, poznaš glasbenega urednika, Zdaj tako. kjer sploh je, Drugače pa se mi zdi, da meni osebno še skoraj pomeni največ publika, nastop v živo. Nastop v živo. Ja, meni da No, kaj bo preveč pa energije. o tem dejal glasbeni starosta, ki ima dolgoletne izkušnje, Hvala, da si povedal Ja, tako zdaj lepo. od 68 leta med skupino, pomeni, da ima človek že svoje leta. Pa seveda, normalno. Oba jih imava, Ja, dobro, ni važno. Ne bi se hvalil. Kako je s tem predvajanjem teh glasbenih spotov na teh televizijah? Bom takole rekel. Zdaj recimo, pa že kar mogoče 10 let. Nikakor ne prideš ne na radio, ne na televizijo, nikamor, če nimaš založbe za sabo. Založbe so tiste, ki plačujejo televizijam, radijem in tako naprej, in potem one dirigirajo, kaj se bo sukal, kaj bo na lestvici, kaj bo tam, kaj bo tam. Mi smo bili pred 2010, ko smo imeli še prvi osnovni bend, smo posneli 5-6 komadov, sigurno. Pa smo bili vedno na radiju, Kompas sem gledal desno, lestvica, zmagovali, na radio Veseljak, zmagovali. Pa smo ustavili, naenkrat ni več, in zdaj recimo, če mi hočemo video, to je en primer, dati na radio Veseljak, rečejo, dajte nam Julija pa pol evrov, tako bi mi, recimo, če bi mi posneli, pa bomo sukali. Zdaj pa kje pa garancija, če daš ti toliko denarja, koliko bojo sukali, pa kdaj bojo sukali, in v to ne moreš iti. In Marjeta ima prav, v živo je najboljša reklama. In mi zdaj smo imeli eno nastop v petek pred šolo, pa lahko rečem, da odziv je super. Včasih smo rekli iz ust v usta, zdaj bomo rekli iz ušes na ušesa, Tako, in se potem tako. to širi. Marjeta, zdaj mi da se bova počasi poslovila, ker potem pride še na tvoj stol, ali pa na klop vroči stol. Damir. Kakšni so tvoji načrti, čisto za konec enega pogovora, Čim več pet. glasbeni? Čim več pet, pa se fajn imeti. Kakšna samostojna pot vam? Trenutno ne. Se imam boljše v ekipi, ne vem. Meni je to fenomenalno, da imaš bend, ki te v živo spremlja, v živo muzika, tudi če se kdaj kaj po nesreči. To je tista čarobnost. Ja, hvala ti, za vse, kar Hvala si vam. povedala. Ljubim oblake, zdaj ne vem, tak čas je, da bolj ljubimo sonce, ampak Pa ja, Ja, pa pa se paše, da več. Paše, bo še kdaj, ne? prišel ta čas, ja. ja, hvala ti. Hvala tudi vam.
zrake, ki prosto lebdijo visoko na jadrih neba. Ljubim veselja, ki se pač zgodijo, ko čutim ta svet se do dna. A včasih življenje zares ni pošteno, odnese ti sanje, še preden jih da. Čeravno se zdi vse kot samo trpljenje, še vedno nekako se da. Ko v stiskah bogovi odnesejo sanje, z milino premagaš bridkost. Pred nami je vselej še vedno življenje, čeprav le stezica skoz gozd. Ni treba nenehno za ničim hiteti, po cestah si brusiti nog. Včasih je prav zgolj tišini obeti, spokojni mir vse naokrog. Včasih je dobro v objemu zaspati, a včasih ni prav med ljudi. Včasih dovolj je zastati v tišini, ko v lastni bližini zgolj si. Ko v stiskah bogovi odnesejo sanje, z milino premagaš bridkost. Pred nami je vselej še vedno življenje, čeprav le stezica skoz gozd. Ko v stiskah bogovi odnesejo sanje, z milino premagaš bridkost. Pred nami je vselej še vedno življenje, čeprav le stezica skoz gozd. Ko v stiskah bogovi odnesejo sanje, z milino premagaš bridkost. Pred nami je vselej še vedno življenje, čeprav le stezica skoz gozd. Spet smo nazaj, jaz upam, da ste uživali v posnetku spota, video spota Ljubim oblake. Zdaj se nam je pa pridružil pevec skupine, Damir Škerl. Kdaj je pa Damir vzljubil glasbo? Ja, dejansko že v osnovni šoli, ko smo hodili v glasbeno šolo, sem bil v glasbeni šoli Sevnica, imel sem tudi enega mentorja oziroma učitelj je hodil iz Hrastnika, tako da z tistih, bom rekel, vaših koncev. Zasavskih. Tako je. Kar veliko učiteljev se je na meni probalo narediti nekega, rečimo temu, klaviaturista, ampak sem bolj tak poljudni igralec, ne bom rekel, da sem zdaj ne vem kak glasbenik, ampak imel sem pa vedno željo v neki skupini igrati. In kot rečeno, nisem glih vrhunski pianist, smo bolj naredili z enim kolegom duet. Tudi v tem duetu nisem pel, ker nisem znal pet. In silom prilike, ker smo imeli pa kar nekaj špilov že napovedanih, sodelovali, moram reči, da smo kar dolgo in mislim, da kar kvalitetno. Je pa on rekel, da bo šel bolj v narodno zabavne vode, si je najdel en ansambl, bil je harmonikaš. In tiste špile sem jaz mogel samo oddelati in samo odpeti. In se je začelo. In se je začelo. Kaj pa kakšne korenine doma? Da bi rekel, da so to neke glasbene korenine, ni.
tako kot vsi imamo radi glasbo, če so to korenine, pol je to v redu. Ja, Ampak malo so, ne? malo so. Tako da kakih globih korenin pa ni, no. Kako je pa prišlo do sodelovanja s skupino Makadam? Je bila še vmes še kakšna druga skupina, poleg tistega dueta? Prav skupina ne, zdaj mi dva z Miranom smo tudi stanovna kolega, se pravi, jaz tudi športno vzgojo učim, tudi on me je učil športno vzgojo v osnovni šoli. Mimogrede, kakšen je bil strok? Čisto primeren, v redu. Letom primeren. Tako da midva smo se poznala, on je tudi vedel za mene, da igram, tudi šel me kdaj poslušati in me je prosil, oziroma ne prosil, mi je ponudil možnost sodelovanja v ansamblu. Jaz sem sicer bil skeptičen, sem rekel, pa jaz to ne bom zmogel. Pa mimogrede si poznal ta ansambl? Ja. Si ja. Vi ste bili takrat, mislim, da ansambl Linija. Linija je bila. Tako da sem bil takrat povabljen samo kot klaviaturist, zopet sem se losil petja. Ja, pevec je bil drug, ja. Potem je pa tudi ta linija nekako Zginila. izvodenela in smo ustanovili, oziroma je Miran ustanovil skupino Makadam. In tam je bilo treba spet pet in med nami sem se nekako jaz našel kot pevec, pa Dušan. Skratka, malo smo kombinirali. No. Nisem bil kot glavni vokalist, samo jaz. Se je repertoar spremenil skozi leta, tudi skupina Makadam? Zdaj nekaj se je, ne? Ker se je skupina malce večala. Nekaj se je, zato ker smo imeli tudi drugačne sposobnosti. Bivši vokalist je imel drugačen razpon glasu kot jaz, pa ta naš basist. Tako da malo se je spreminjalo. Je pa res, da je v večini ostalo zelo podobno. Osvežitev je pa Marjetka, ki pa seveda to potignila na čisto neko drugo raven. In ste se kar ujela? Zdaj si jo poznal prej? Ne, kot je že ona omenila, ne. Ona je spoznala mojega brata in potem še mene. Ja. Jaz sem pa pač bil v teh vodah in smo nekako prišli. Ste se glasovno tudi hitro ujela? Ker to je pomembno, ne? Je pomembno, čeprav moram reči, da glede na vokal Marjetkin, ne, je ona tista, ki je veliko bolj superiorna in zbiramo glasbo, kjer bo ona dominantna, če se le da. Seveda pa bomo tudi kakšne take zadeve, kjer smo mogoče v duetu ali pa kjer ona meni malo pomaga. Ne. Kakšna zvrst glasbe je pa tebi tako najbolj pri srcu? Zdaj, tvoj kolega je šel v narodno zabavno, torej prav narodno zabavno verjetno ne? Bom rekel, nimam nič proti njej, ampak raje imam pa kak pop, stari rock, tako da ja. Stari rock? Stari rock, ja. Dobra 70-ta je tako? Recimo 70-ta, ja. Aha. Ampak nekaj, ne, zdaj ne vem, mogoče se bo Miran strinjal, ampak jaz opažam, ko ljudje odraščajo, prej seveda se sploh ne spomnim, ne, ali pa se sami ne spomnijo, da bi kdaj prisluhnili Avseniku ali pa Henčko ali pa Modrijanom, ne. Ampak potem, ko pa odraščajo, se pa zdi, da se nekako bolj poistovetijo z narodno zabavno glasbo. Se motim? Mene sprašuješ? Ja. Ja, dejansko je tako. Jaz recimo v tistih letih, 60-ih, ni šans, da bi poslušal Avsenike, Slake ali karkoli. Tudi Avsenike ne. Nič od tega. A pol pa počas nekako se okus spremenja. Ravno tako prej si strogo rockar, ono tretje. Pol pa gre to močke bolj širino, pa ne vem, z leti se spremeni, tako da mi pravimo takole, ko igramo, ko so stari 60-70 let, recimo kakšno obletnico, pa so to v bistvu rockarji, to so 60-ga pa ta 65-ga leta dejansko poslušali Beatles, Rolling in to. Ni tako, ne? Ni. Oni so že spremenili zdaj vse skupaj, ne? Že tudi Avsenika rad poslušajo, že poslušajo vse, pa radi zaplešajo, pa radi kaj zapojejo, pa od Moskve se pač to ne da tako, ne? Mislim, stvar se spreminja, ne? Stvar se spreminja. Z leti gre to čisto v druge vode, ne? Kako pa je s tremo, ne? Zdaj, za vami je res, da je dolga glasbena pot, pa je še vedno pred posameznimi nastopi kakšna trema, bo vse štimalo, bo zvočenje štimalo,
bo vse skupaj bo prišel folk. Zato ni treba. Ampak no, mislim, za to, ali bo to štimal, je malo treme. Sem bolje trema, recimo, ko so redki nastopi, ne. Če so nastopi, rečemo, da imam enkrat na mesec nastop, enorenk nastop, ne bom imel treme, ne. Mečken že, pomisliš, kaj pa bo vse to v redu ali ne bo v redu, v glavnem ni neke treme, ne. Zdaj, ko so pa tole korona zadeve, ne vem, mi smo zdaj vadili celo zimo, ne, špilov pa ni bilo nekih, ne, in potem ti vsake 2 meseca, ko enkrat odšpilaš, pa imaš tremo, že doma, ne, se pa, ko se postaviš na oder, je v redu, ne, ampak prej, ne, že dopoldne, pa še dan prej. No, se meni ponavadi dogaja isto, ne, dan prej, ne. Ja. Potem, ko smo enkrat vržen ogenj, ne, Pol je ali pa vodo, pol gre. pol splavamo, ne. Pol ni problem. Kako pa je pevce pa le tist, ne, ki se ga pa sliši, ne, če ga kaj polomi, ne, kaj razmišljaš o tem, kako se bo nastop speljal? No, jaz sem ravno nasprotje. Dan pred tem ni treme. Mene trema pa nastopi, ko stopim na oder. Sej, kot ste rekli, Prva pesem. ko steče, pa če je vse kompaktno, je trema nekako potem poleže, pa če vidiš, da je dober odziv občinstva, se ta trema nekako poleže, drugače pa, da bi pa stopil na oder brez treme, pa se ne zgodi. Včasih se pa tudi z glasom kaj dogaja, ne, prehlad ali pa kaj podobnega. Znaš to rešiti? Pa kaj pa ne zdaj povem, mogoče se izogibamo kakšnih takih skladb, ki mogoče ne morem odpeti. Drugače pa ljudje začutijo, da tudi ti si lahko bolan, ne moreš oddelati svojo stvar, se upravičiš, da mogoče ne bo vse tako, kot bi moralo biti in gre naprej. Moram pa reči, da ni bilo velikokrat teh težav. No. Vagabundova pesem, ne, pri tej si sodeloval. In tudi pri tem spotu, zdaj res v lepih oblačilih, ne, kje je potekalo snemanje? No, večina snemanja je potekalo na našem Sevniškem gradu. Čudovito, kdor ga še ni si ogledal, priporočamo, sigurno, ker se tudi, kot vidim, veliko glasbenikov odloča, da posnemejo kako zadevo tam in tudi veliko dogajanje in zelo primeren kraj za take dogodke, no, in tudi za snemanje spota. In kako je bilo na snemanju? Pa kot prvo je to bilo za nas prva izkušnja, prvič smo snemali tako zadevo, da je prišel nekdo, pa je postavljal nas, pa nas majčkeno vodil. Tako da zopet je bila prisotna trema, ampak v redu, se naslanjaš na tistega, ki to vodi in ga poslušaš in nekako smo speljali tako, kot je bilo treba. No. No, vi ste mi prej dejali, da Sevniški grad živi, ne? Ja. Dobro, na nek način živi tudi v knjigi Gret in greh naše nove predsednice Državnega zbora, Urške Klakočar Župančič. Ja. Kako vi grad vidite, ne, kot domačin? Težko rečem, jaz v bistvu sem na gradu že skoraj na pol doma, ne, ker nimam teh animacij, sodelujem pri Grajski gospodi, ne, to je društvo, ne, in se potem ta spot smo tudi z njimi delali, ne, in tle imamo skozi neke zadeve, pomagamo pri kakih pomembnih dogodkih, ne. Ravno zdaj imajo, bi mogel jaz biti gor, ko imamo ta intervju, imajo odličnjake, ne, nagrado in so Grajska gospoda je tam, brez mene, tam. Bože. Ampak imamo pa zdaj recimo maj, junij zaključke šol in imamo grajsko animacijo. In to pomeni, da ima recimo ena skupina, ko pride na grad, 45-50 minut po gradu animacijo, pravljico v bistvu. Gor je baron, so še ostalo osebe in sem kaj, res kot pravljica. In potem, ko gori končajo, gre še k lutkam, še tam je malo pravljice, potem pride pa k nam ven na grajsko grajski vrt in tam imamo pa grajske igre. Še tisto 45 minut in tako da v bistvu so oni
veliko 2 ure pa pol, 3 ure nagrado. In imamo vsako leto ogromno tega. Ne. Koliko pa je tudi možno za glasbene koncerte? Tudi je možno. Pridejo znani glasbeniki? Ja, zdaj pridejo 30. Joe Crowd, recimo. Ki so zdaj in, ne? Zdaj so bili Igor pa Zlati zvoki v nedeljo. Pričišem. In tudi publika pride? Ja, pride. Iz vseh koncev verjetno, ne? Ja, lahko, da cel konc. Jaz sicer na te stvari že tukaj ne hodim več, ker imam svojega dosti, ne, in pa se mi ne da več nekrat hoditi, recimo, pa čeprav bi včasih rad šel, ne, ampak pa se zmatram, pa se ti ne da, ne. Ampak, je pa verjetno prav posebno vzdušje, ne? Grajskih. Da, en svoj feeling je drugačen, je. Pa v naravi, pa ne, je to. Zdaj, blizu je tudi Reichenburg, ne, grad v Brestanici je tudi zelo lep grad, ne. Tudi poznam, ja. Tudi tam ste kdaj kaj? Ja, smo imeli že nastope, ja. Smo imeli nastope, pa so imeli pevski zbori nastope, pa tako. Oni imajo tudi svojo skupino, ampak oni nimajo teh animacij, ne. Oni imajo recimo skupino Grščakov, kadar je kaka zadevšna, kaka prireditev, pa pridejo zraven, ne. Mi imamo pa prav za otroke narejen program, ne, in čist nekaj druga to, ne. Damir, prej smo že malce se dotaknili nastopov ali pa predvajanja videospotov manj uveljavljenih glasbenih skupin na teh naših slovenskih medijih, ne. Zdaj, mene včasih kar malce boli, ko spremljam, ker se kar eni in isti ponavljajo, ne. Doma v kakšnem stanovanju, ne, pa delujejo tudi manj znani ansambli, pa ravno tako dobri, ne. Kako ti gledaš na to? Zakaj se ti zdi, da ne znajo ali pa nočejo povabiti tudi manj uveljavljene, ne, pa bi mogoče postali potem bolj uveljavljeni glasbeniki? Ne, neko industrijo, ki je težko se zaposliti, kaj pa svem. Ampak če navežem, kar ste prej omenjali, da so videospoti, potem si pa mogoče malo razočaran, ko slišiš ljudi odigrati v živo. Pa ne rečem, da so to so mojstri svoje obrti, ampak res v studiu dodanih toliko nekih zadev, ki potem na sami prezentaciji v živo ni. Pa če se navežem na naš nastop, ki smo ga imeli v petek, pa mi je ena iz občinstva rekla, ravno obratno, prav, ni mi bil glih všeč, pač spot z glasbo, ampak v živo mi je pa bila veliko boljš, ne. Tako da to je pohvala, to je pohvala, ne. Tako da moram reči, da z tega stališča sem bil pa, super, ne. In kaj bi se moralo v Sloveniji, ne vem, pri odločevalcih spremeniti, da bi ne poznali sam, ne vem, en ožji izbor teh špica glasbenikov v Sloveniji, ne, eni in istih bi jaz dejal, ne, da bi spoznali tudi manj uveljavljene. Kaj se mora spremeniti? Ne? Moramo mi to, gledalci, poslušalci zahtevati, protestirati? Težko je reči. Po mojem bi mogel tukaj biti en fond države, da bi manjše skupine toliko financiral, da bi lahko nekaj posneli, da bi lahko se nekam prijavili. Ne? Dejansko ne moreš, če ti veliko ne igraš, že tako nič ne zaslužiš, te spoti pa to pa košta, ne, to ni, so male zadeve, ne. Zagotovo. Ni, ne vem, tako kot recimo pevski zbori pri javnih skladih, pa sem pa kek so te državne institucije, tam se nekaj financira, ne, pa se lahko pokažeš. Tukaj se nimaš kje pokazati. Ja, bi lahko bilo zelo podobno urejeno. Recimo, rečemo, pa se prijaviš, ajde, pa priješ recimo v okviru, ne vem, Posavja, pa še v širš območje, ne, Posavje za Zasavje, pa pol v finale, recimo, ne, ampak da nimaš ti stroškov, ne. Potem po drugi plati se pa tisti najbolj uveljavljeni glasbeniki pa ne prijavljajo na, recimo, ne, Melodija morja in sonca, Eurosong, ne, oziroma izbor Eme, kar je pa meni žalostno, ne. To je pa podcenjevanje slovenske glasbe, bi človek rekel, ne. Oni, ko imajo izkušnje, ko imajo lahko to dobre komade, jih dejansko ne dajo na razpolago, ne. Pa tudi, če jih sam ne zapoje, ne. Dostikrat dajo neke komade, sam da jih prodajo.
Samo da gre, promet, ne. Tiste to boljše zadržijo za sebe, tiste ne dajo na slovensko popevko, pa domno, pa tretje, ker jim to ni važno. Čeprav včasih, jaz se spomnim, sem spremljal Melodije More in sonca, teta jih je organizirala v Portorožu v Piranu in Majda Sepe, Moni Kovačič, Moto Pesner, Ja, vse bilo dobro. Vsi, praktično vse, kar je takrat nekaj pomenilo v glasbi, Danes mogoče, če Anika pride pa odpoje, jo še poznam, potem pa že ne. 2, 3, konc. Ja. Ne poznaš več, ne. Isto pri zboru za EMO, za Eurosong. Vse po svetu je isto, ne. Vse po svetu je isto. Se bo kaj spremenilo? Jaz upam, ne, ampak še, veš, se mora spremeniti nekje drugje, ne. Damir, skupino Makadam, ne vem, bo naslednjem mesecu posnela 3. spot, pa 4. spot, kako greste s tem? Zdaj smo padli Bo spote. v spote, v produkcijo spotov. Ja, mislim, da so res obeta en spot že na posneto skladbo, da bomo še to posneli. Bo potem tudi album iz tega? To pa ne bi vedel, to pa bi rekel, da ne, ampak dajmo reči, da delamo na neki Dolgi pot, na dolgi rok. na dolgi rok, oziroma da dajmo nekaj posneti čim več tega, da mogoče pa ljudje večkrat nas imajo možnost slišati, pa da se iz tega rodi kaj pametnega, oziroma kaj več nastopov, kaj bolj prepoznavnosti. No, tle sam bi dopolnil za tale album, ne. Album v bistvu bi rad sestavil pesec pesmi, ne, Robert Titan, Felix. On si je zadal nekje cilj, da 20 svojih pesmi posname audio, video in to bo neka potem zaključena zadeva. Zdaj, koliko daleč je že, ne vem, ker nismo samo mi zraven, ne. Mi smo samo en del tega. In bil to en takšen On ima skupna zgoščenka. še druge, on je iz Murske Sobote, ne, in on še s svojimi tam gor deluje, ne, tako da vse skupaj bo potem pa to ena taka zaključena zadeva, ne. In mi smo dejansko padli v ta sistem noter, ne. Kar je dobro, ne? Ja, super je. Bo kdaj tudi bo kdaj samostojni sistem, torej samostojna zgoščenka? Jaz dvomim, ker ne vem, če ima, trenutno nima to nobenega smisla, no. Od tega Samo nimaš. posnet za to, da imaš, ne? Zdaj, če imaš ti založbo za sabo, sem pa kaj lahko dosti poceni posnameš, ne. Pa te založba promovira, pa levo, desno. Če pa sam to delaš, je pa škoda denarja, kamor ne prideš potem, imaš lahko super komade. Ja, na tem mestu se bomo poslovili, ne? Čisto za konec, Vagabundova pesem, kaj je treba še o njej povedati? Povedali smo, kje se je ta spot posnel. Mogoče, kje vas lahko gledalci pocukajo za rokav, povabijo na ohcet, na Abrahama, na kakšno veselico gasilsko? No, gasilske veselice niso v planu, ne, ampak dobro, tudi bi vzeli, zakaj ne, ni panike. Ampak drugače pa ja, lahko mene pokličejo, ne. Na katero številko? Miran Štojs, kako že imam, 041 720 248. Aha. Ja. Drugače pa igramo recimo take prijateljske zadeve, feščice, klubske zadeve, to, kar lahko recimo s to našo muziko tudi dobro naredimo, ne. No. Ko gremo pa med narodnjake, smo pa že malo bolj bogi. V redu. Ne, pa zdaj ob koncu se vam zahvalim za pogovor. Mislim, da smo marsikaj povedali, ne. Zdaj gledalci bodo pa sami presodili, ne, Kaj to je? za kako kvalitetno skupino gre, ne. Tako. Hvala. Okay. Hvala vam. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in ob koncu še Vagabundova pesem. Srečno. Kdaj spet te bom videl, najbrž nikdar. Zdaj si že prepričana, da ni mi več mar. Da sem že pozabil von tvoje poti in strastne vzdihljaje po
drugi bo skrival v ljubičih dlanih. Ti pa boš vedela še bolj kot jaz sam, da najbolj te ljubim, le ostati ne znam. Jaz pa te ljubim najbolj, kar znam, a kaj ko se cesti upreti ne znam. Kam pelje me cesta, tja vodi me pot. Komaj kam pridem, sem mislih drugod. Jaz pa te ljubim najbolj, kar znam, a kaj ko se cesti upreti ne znam.